5 najbolj overrated destinacij. Na vseh sva bila, tole je čisto iz prve roke, kako se mi počutimo. Na prvem mestu Zanzibar. Zanzibar ima eno stvar, ki je ful lepa in to je barva njihove vode, vse ostalo je pa majčkeno dolgočasno. Mi smo bila tam 14 dni in smo se prekladali z ene plaže na drugo, iz ene vasice v drugo in moram reči, da kaj prav fulo tam nisva odnesla. Sva ga pa kombinirala s sosednjim otokom Pemba, kamor se splača iti, kratek let, čist druga izkušnja. Na 4. mestu Bali, valjda. Bila tam 13 let nazaj, super, sicer veliko ljudi, ampak še vedno normalno. 2 leti nazaj same smeti. Jaz ne vem, kako lahko nekdo gre na Bali, pa si rezervira poroko na plaži, pa ga posadijo v smetišče. Preveč ljudi, šlo je preko vseh mej normale, tako da tja ne greja več. Mogoče kdaj prijemo tam za odskočno desko naprej, otoke vzhodno od Balija, Flores in tako naprej. 3. mesto, Tajski Koh Tao. Lej, če se ne potapljaš intenzivno, pol tam nimaš več kaj iskati, ker je šlo cugrunt. To je toliko ljudi, prevozi so dragi, pa najslabša tajska hrana, kar sem jedel v življenju. Če greš na Tajsko, dej Koh Tao noter za par dni, drugo pa neke ostale nerazvite tajske otočke, mogoče kak Koh Kud, Koh Mak, Koh Chang. To bilo dobro. Na 2. mestu Maldivi. Edina dobra stvar Maldivov trenutno je to, da Izraelci ne smejo tja. No, pa relativno poceni povratne karte do Bangkoka pa nazaj. Ostalo je pa preveč pozidano. To je šlo v zadnjih 5-7 letih v višave. To se zida po plažah. En otok je bil včasih še lep, Todo. Zdaj so sami hoteli. Včasih je bilo pa vse zeleno. Na 1. mestu, najbrž me boste ubili, ampak nam Nova Zelandija ni potegnila. Mislim, a nimamo tega tudi v Sloveniji? Imamo jezera, imamo reke, imamo gore, imamo razglede, imamo slapove, imamo vse to. Imamo 100krat boljšo hrano. Pismo enega stejka nisem dobil v tisti Novi Zelandiji. Pa 14 dni smo bili, tam dobil ga kar v seku. Pa smo šli pa naprej na Fidži, 4 ure, 400 evrov povratna karta, smo imeli pa najboljše, najbolj eksotične počitnice, kar smo jih si lahko želeli. Tako da to je to, lej, hoteli ste resnico, zdaj se pa sami odločite, ali kaj.